pa bomo nadaljevali s tem odličnim pustnim vzdušjem in na naš oder povabili tudi županjo našega mesta, gospod Nuško Gajšek, ravnateljico vrtca Ptuj, gospod Matejo Lobenvaj in z nami je danes tudi 18. princ karnevala Hinko Šoštarič, vitez Solinski plemeniti gar spremstvo. In tukaj je že prva skupina vrtca Ptuj, videli bomo kar nekaj, zdaj vas bomo malo prosili, da počakajte tukaj. Tako, spoštovani, zbrani vse male in velike maškare, zdaj pa mislim, da je prav, da vas v našem mestu kratko pozdravi tudi županja, gospa Nuška Gajšek, izvolite. Lep pozdrav, male maškare! Kako ste, kaj? V redu? V redu, ok, super. Lep pozdrav tudi vsem zbranim. Verjamem, da že komaj čakate, da se naši najmlajši sprehodijo v tem sprehodu. Jaz že imam malo informacij, kaj vse so namaskirani, tako da vam kar zaupam, da vas čaka ena res lepa otroška povorka. Tako da vam vsem želim en prijetno počutje in seveda prijeten dogodek. Vam najmlajšim pa, da se res zelo zabavate, tako da kot se za maske spodobi. Odlično, hvala gospe županji in verjamem, da ima kakšen lep stavek in kar nekaj lepih besed za vas. Tudi ravnateljica vrtca Ptuj, gospa Mateja Lobenvaj, izvolite. Pozdravljeni na 11. že 11. otroški povorki vrtcev Slovenije. Kaj ne rečem, otroci, danes moramo glasno rajati, da bomo to nagajivo starko zimo odgnali in pričarali v naših krajih pomlad. Kar 1200 otrok je danes tukaj in verjamem, da vam ne bo žal, da ste nas obiskali. Prijeten pustni dan vam želim. Hvala tudi ravnateljici vrtca in zdaj še naš tretji gost pred mikrofonom, to pa je seveda naš princ karnevala, šef tudi našega mesta, da jutri ima ključe v rokah naše mestne hiše. Izvolite, 18. princ karnevala. Lepo pozdravljeni, moji mali prijatelji. Lepo, da se tudi vi tako namaskirate in seveda lepo, da ohranjate to našo tradicijo, katera je seveda tu v naši okolici najbolj prepoznavna. Uživajte, kaj vam ne drugem rečem, ob tem lepem vremenu, uživajte, se sprehodite skozi Ptuj, seveda vedno bodite nasmejani in otroci vedno se imejte radi. Odlično, same lepe besede, hvala lepa gospe župani, hvala ravnateljici in hvala našemu princu, tako zdaj vas bodo oni tudi pozorno spremljali. In jaz predlagam, da se naša povorka vrteških otrok na Ptuju zdaj tudi uradno prične. In najprej se nam predstavljajo gostitelji, to pa je vrtec Ptuj. Pred 130 leti so ugledni ptujski možje sklenili ustanoviti muzej, da bi v njem ohranili stare predmete, ki pričajo bogati zgodovini teh krajih. No, največ izkopanih najd je bilo iz časov slavne rimske bataljone, a ljudje so tukaj bivali že tisočletja. In pred nami tukaj skupina Kelti vrtca Ptuj. Pravijo takole, življenje se je tu odvijalo že prav zgodovini, preveč kot 2 tisočletjama pa so te kraje poselili Kelti. Nam so prinesli denar, posodo pa so že izdelovali na Molčanskem kolesu. Ptujski muzej hrani lep nakit, s katerim so se Kelti radi krasili. Vse poznate tiste železne in bronaste vratice, zapestnice, pasove, sponke in tako naprej, pa tudi meče, puščice in kopja, lončeno posodo in denar. Zaploskamo torej skupini Keltov. Zdaj pa se selimo v rimsko obdobje, tukaj so Rimljani in vestalke vrtca Ptuj. Za Kelti pridajo v te kraje Rimljani, ob reki Dravi ustanovijo rimsko mesto Bataljono, veliko cvetoče in pomembno mesto in nam zapustijo mnogo kamnitih spomenikov, lončene posode, orožja, nakita in kovancev. Vse to je še danes hrani naš ptujski muzej in tukaj so Rimljani in vestalke vrtca Ptuj, pozdravljeni.
vi pa jim kar lepo ploskajte, to bo največja nagrada za to, da so se tako lepo danes našemili, tako lepo pripravili, imamo čudovito vreme, samo še malo sončka napošljite na naš konec, tukaj na oder pred našo mesto hišo, pa bo vse kot najlepše bilo. Tako, to so Rimljani in Vestalke, zdaj pa ptujski vitezi in grajska gospoda, tudi skupina Vrtca Ptuj. V času srednjeveških gradov je tudi na Ptuju živahno, nad mestom kraljuje mogočni ptujski grad, v katerem živijo vitezi in grajske dame. Grad še danes uspešno prebuje viharjem časa, v njegovi sobana pa Ptujski muzej daje na ogled svoje največje dragocenosti. Pozdravljamo ptujske viteze in grajsko gospodo Vrtca Ptuj. Na mestnem trgu na Ptuju so torej z nami in se nam predstavljajo ptujske vitezi in grajska gospoda. Tako kot smo že povedali, v času srednjeveških gradov je na Ptuju posebej živahno in tukaj še zdaj grajska gospoda. Ja, tako so tako izgledali tisti, ki so živeli na našem znamenitem Ptujskem gradu. Lepo so se opravili danes tudi naši najmlajši iz Ptujskega vrtca. Ja, zdaj pa se selimo v neko drugo obdobje, to pa je barok na Ptuju. Pred okrog 300 leti baročna moda grajskim damam in gospodom nadene na do vse bogato okrašena oblačila in lasulje. Kar dobro in pogledajte, kako danes izgledajo te gospodje in te dame. Če pa jih seveda želite spoznati še na kakšni fotografiji, morate nujno obiskati Ptujski grad, takšni pa so tudi grajsko vrtištvo in slike na stenah grajskih soban. Ptujski muzej še posebej ponosen na dragocene stenske preproge tapiserije in zbirke slik tortoriti, krasijo slavnostno dvorano na Ptujskem gradu. Zdaj pa prihajajo tisti, ki so v pustnem času že kar nekaj energije dali od sebe. To pa so pustni etnografski viki z našega konca in najmlajši pokač, dajmo se ploskaj. Odlično! Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je že 130 let skrbi za predmete iz starih časov, ki pričajo bogate preteklosti Ptuja. V njihovi zbirki pa najdemo tudi pustne etnografske like, to pa so kuranti in koranti, pa tudi hudički in tudi rusa. Kurante in korante vem, da dobro poznate tudi hudičke, ki so spremljevalci korantov in skrbijo za nemoten hod korantovih skupin. In tukaj je še nagajiva konjska maska, poimenovana rusa. Vse to so kuranti, hudički in ruse iz Ptujskega vrtca. Postajamo še tudi pustni fotografski kliki iz našega Ptujskega in Dravskega voda in drugih starost in Savinskih goric. In tukaj so vile in pokači iz vrtca Ptuj. To so danes male vile in mali pokači, vile niso tradicionalna pustna maska, pravijo, da so umetni in predstaviti, ki so se pred drugo svetovno vojno pridružili tradicionalnim pustnim metodom. In vile so seveda nošenjena klicega klika. Kaj pa fantje, pokači, oblečajo se v leto, dobro z belim letom, no to so tiste vile, o kateri smo zdaj le govorili. Fantje pa so pokači dele skupine boračev. Fantje imajo dolge biče, ki glasno pokajo in to smo slišali tudi malo prej. Ostajamo pri etnografskih pustnih lik iz našega območja in tukaj so potljaši iz vrtca Ptuj. In pa jim glasno zaploskamo. Takoj za njimi se bodo predstavili še gospodinje. Saj veste, to so tiste pridne gospodinje, ki so zmeraj skrbele za čistočo hiše in hrano.
Oblečene so krila, prepasnik in imajo tudi koruto na glavi. Spoznali smo Matjaše in gospodinje, zdaj pa torej Jurek in Žabor, prav tako iz vrtca Ptuj. Za Jureka zdaj veste, da se vanj našemi pan, ki si nadene zelenim košljanovimi vejicami, košit jopič, plače in klobuk. V roki ima palico, vprašeno s košljanom, napisanimi trakovi in zvončkom. Žabor pa ima oblečeno kapo iz ovčjega kožuha in skupaj se kot eno in pravijo, ko pridete na kmečko dvorišče, se Jurek in Žabor spopadeta, to zdaj lahko gledamo tudi pod našim odrom. In ponavadi ne zbirajo tako Jurek zmaga in prežene Žaborje pod Donačko goro, tako kot pomlad vedno prežene zimo. Zaploskajmo, da sta torej Jurek in Žabor. Predstavljamo še zmeraj skupine iz Ptujskega vrtca. Tako spopad med Jurekom in Žaborjem je zaključen. Zmagal je Jurek in pregnal zimo. Zdaj pa Piceki iz vrtca Ptuj. Picek je tradicionalna otroška pustna maska, van se našemi fantički, se včasih obleka kot mamina spodnja krila. Saj veste, na to je zajavo veselno palico s kurjo glavo na sprednjem delu in šopom kurite res na zadnjem koncu. In to so naše Piceki iz Ptujskega vrtca. Glasno zaploskamo Picekom in vsem pustim likom, ki so se na letos predstavili iz Ptujskega vrtca, na letošnji torej že 11. povorki vrtcev, ne samo s Ptuja, pa kar iz cele Slovenije, 21 vrtcev je danes tukaj. To so bili najmlajši, male maškare iz Ptujskega vrtca, zdaj pa vrtec Otona Župančiča Ljubljana in tukaj so listki. Pravijo, da so skupina listov stari od 5 do 6 let, takoj za njimi prihajajo. Še prej pa pozdravljamo Hiške iz vrtca Otona Župančiča, prav tako so to otroci stari od 5 do 6 let. Svoje ime in skupino imajo zelo radi, zato so se pustno spremenili, kot vidite, čisto prave Hiške. Pozdravljene Hiške. No in te hiške niso kar take hiške navadne, ampak so hiške Lego kock, narejene iz Lego kock in pravijo, da te hiške imajo v svojem vrtcu še posebej radi. In tukaj so že listi iz vrtca Otona Župančiča Ljubljana, ker zelo radi bivajo v naravi, zato se večkrat pripravijo gost, kjer raziskujejo, se igrajo in učijo. In danes so se spremenili v čisto prave pisane listke. Vrtec Otona Župančiča Ljubljana se je danes predstavil kot skupina Hiške, narejena iz Lego kock in tukaj tudi listki, ki so prav prišli mimo našega odra. Naslednji pa so Ptički Gregorčki. To so otroci iz skupine Kapljice, prihajajo prav tako iz vrtca Otona Župančiča Ljubljana. V pustnem času so se spremenili v Ptičke Gregorčke, vsem obiskovalcem in udeležencem pa prinašajo luč, toploto in ljubezen. Čiv, živ, žav. Vse prav je zapisal Oto Župančič. Pozdravljeni, Ptički Gregorčki. Vrtec Otona Župančiča Ljubljana se danes predstavlja še z nekaj pustnimi liki in to so navagajivi pingvini in muhice. Pozdravimo pingvine, obiskali so vas pingvini iz Južnega pola, da se z vami poveselijo in preženejo to muhasto zimo. Takoj za pingvini pa bomo pozdravili še muhice. Pravijo, da so skupina navihanih umkov, ponavadi se gotelijo po tleh, danes pa se preizkušajo v muših spretnostih in vragolijah. A nam boste kaj to pokazali?
To so torej navajljive muhice, prej smo videli navajljive pingvinčke. Zdaj pa bomo pozdravili še mesece v letu in snežake. Meseci v letu, prav tako iz vrtca Otona Župančiča Ljubljana. Staro leto se je poslovilo in je novo k nam prišlo, pravijo meseci, pa vsi veseli, ker dobili so nove srajčke. Sedaj čakajo, da vam vsak v svoji lepoti pokaže, torej po mesecih se nam predstavljajo. In tukaj so še snežaki, pravijo tam na bregu, mož stoji v roki, metlo on drži. Rdeč korenček mu je nos, v noge pa je čisto kost. To so meseci v letu in snežaki iz vrtca Otona Župančiča Ljubljana in glasen aplavz za vse skupine. Videli smo kiške, listke, ptičke bedočke, pingvine, muhice, mesece v letu in snežake. Naslednja skupina pa so viški vrtci. Najprej košarkarski klub Veverice. Spoštovani in spoštovani, pred vami so prvaki Gozdne lige 2017-2018 in letošnji prvaki pokala Luke Dončiča. Košarkarski klub Veverice, njihov moto je en lešnik na dan odžene poraze v stran, kar verjetno drži. Pozdravljeni. In naslednji iz viškega vrtca, skupina Bodi mož, Urška in Meščani. Na starem trgu po gripu zeleno, popenke, gosti in cimbale pele, plesane lepote iz Ljubljane so cele. V nedeljo popoldne z mladenči vesele, bila je kraljica Urška Bovka, plesati in dolgo je bila. Uživajte v plesu Urške, Pogodnega moža in ljubljanskih Meščanov iz viških vrtcev. Iz viških vrtcev, Pogodni mož, Urška in Meščani, ki so se sprehodili tudi po našem mestnem trgu. In tukaj že nogometno moštvo Metulji. Prav tako iz viških vrtcev prihajajo najmlajši iz te skupine. Takole so zapisali: glej, 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 sonce na vzhodu, glej, 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 Metulje na pohodu. Glej, 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 čez hribe in doline, glej, 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 za slavo Rožne doline. Uživajte, spoštovani zbrani na mestnem trgu v nogometni razigranosti nogometnega društva Metulji iz viških vrtcev. Pozdravljamo nogometno društvo Metulji in spoznali smo košarkarski klub Veverice, Pogodnega moža, Urško Meščane in torej male nogometaše iz nogometnega društva Metulji. Vse to so bili viški vrtci. Zdaj pa kdo drug kot gasilci. Skupina gasilci smo. Prihajajo pa iz osnovne šole Cirkovce, vrtec Cirkovce. In pravijo: na pomoč gori, vaš požar je naša stvar. Naj bo dan ali noč, mi sirene ne prespimo, a zbrizgalno pridrvimo in gasimo in gasimo. Mali gasilci Cirkovci. Spremljamo najmlajše iz gasilskih vrst, ki so mali gasilci iz vrtca Cirkovcev. Zdaj pa naslednji, tisti, ki so se rodili v barve pomladi, skupina Pomladno prebujanje, vrtec Gorišnica. Pravijo smo predšolski otroci iz vrtca Gorišnica, ker zelo radi slikamo, smo se odločili, da se kar sami predčasno naslikamo pomlad. Pozdravljamo pomlad.
pomladno prebujanje in najmlajši iz vrtca Gorišnica. Zdaj pa bomo spoznali čisto prave znanstvenike. Prihajajo iz vrtca pri osnovni šoli Juršinci, pa je tale vrtce, torej iz Juršincev, otroci iz tamkajšnjega vrtca. Danes so se spremenili v čisto prave znanstvenike. Če bodo še tako malo prav govorili, potem bomo videli, kaj piše napisano. Tako. Pravijo, smo radovedni mali znanstveniki iz vrtca Juršinci. Za enostavne eksperimente ni potrebno veliko, le malo domišljije in raziskovanja. Laboratorijski plašč, zaščitna očala, merilne žličke, krovetke in čaše smo zamenjali za igrače. Zdravljeni znanstveniki. Takoj za znanstveniki pa bomo glasno zaploskali tem krasnim žabicam in te prihajajo iz vrtca Mozirje. Pravi okus mozirski že vse od leta 1891 gostuje, zato se gostovanj vsak otrok v Mozirju rad udeležuje. Da letos malo si še popestrimo, vam na tuj žabjo družino spustimo. To je ta barvita žabja družina. Smo žabice male iz vrtca Mozirje pri skakljanjem, iščemo luže, mlake, velike, da v njih bi se dogajale velike stvari. Po vodo malo bomo skočili, naše krake namočile in spet v Mozirje pobegnile žabice iz Mozirja. No, tale skupina, ki jo vidite tukaj že pri našem odru, to pa je skupina iz vrtca Otona Župančiča Maribor in imajo prav zanimivo ime skupine Čustnički. Slišali smo, da na Ptuju veselo, zato otroci skupin Medvedki in Slončki iz vrtca Otona Župančiča Maribor hitro smo odhiteli na delo, včasih se jočem, včasih stojim, včasih požim, ker si nekaj zaželim. Danes sem krajem na povorki prestim, zato besrečen program hitim. Poglej moj obraz, da je ugotoviš, kakšno čustvo in meni dobiš. Pozdravljeni. Zdaj pa nam že pomaga razigrani travnik, to so otroci iz vrtca, iz Domnave prihajajo. Ko se cvetlice prebodijo in travniku krasijo, takrat čebelice privenčijo. Ko pa držne kape padejo z neba, žabica pride krat. To je bil razigrani travnik iz Domnave. Takoj za razigranim travnikom pa bomo tukaj na mestnem trgu pozdravili eno strašno skupino. In to so strašila iz vrtca Najdihujca Kaldina prihajajo. Pravijo pa takole, strašila motovila po svetu so krenila, se sredi kaldinskega okolja izgubila. Tam po noči in po dnevi ob soncu bližu, ob suši in na ribi, na straži stojijo, da zajci in branje zrnje pri miru pustijo. Se s česa drugače žganca vmešali, čez zrce, ptički in pozobali. In kakšne so bile božične potice, spečene in slane na mesto pšenice, ja si znamo predstavljati. No, da dobivam granade ali soka, če ptički in grozdi so pozobali, zato strašila motovila, zares na lovo veliko in malo. So danes strašila skodina na pot se podala in nas na tuju iskala, vse otroci iz vrtca Najdihujca Kaldina, prav ta prijazna strašila so postali. Sabo nosijo tudi nasmehe, sreče, veseljo in vsega dobrega. Pozdravljena strašila! Mahamo strašilom iz vrtca Najdihujca Kaldina in mahamo ter ploskamo kovškom, ki pa prihajajo iz vrtca, ki deluje pri osnovni šoli Korena. Pravijo kovški takole, leze kovšek počasi, leze po listju in travi. Iz Korene počasi prilezli smo v vaše kraje. Ko zagledali smo vaše krope slasne, postali smo slinasti in zelo lačni. Zdaj cedi se slina nam v potokih in ko naša hiška se zatrese, vsi veseli smo in vsem se nam že pleše. V hitrem svetu se nam sploh ne vidi, se naš modo se glasi, da tudi počasi se veliko naredi, pravijo kovški. In tukaj že naslednja skupina, to pa so Leški vitezi iz vrtca Podleki. Skupina Leški vitezi prihaja iz vrtca Podleki, v otroški povorki sodeluje okrog 30 otrok.
svojimi pustnimi kostumi se želijo spomniti zgodovine njihovega kraja, ki je osrednje veliko star gradni letnik, ki so ga upravljali vitezi. Pokrajina Belgradu je imela takrat nekaj velikih hiv in je imela odgradeno tudi zanimivo območje, kako je danes tisti španski prvoznačni tudi na Podleki. To so bili torej leški vitezi in naslednja skupina prihaja iz vrtca Sveti Tomaž, imenuje pa se Dan in noč. 16 otrok starih 5 do 6 let z gojiteljico Mileno Petek in Laro Ostanjko, kar naenkrat so se otroci iz modre igranice spremenili v prav posebno okusno preobleko. Deklice predstavljajo dan, fantje pa so danes noč. Ampak kako naj vladata dan in noč istočasno, ko pa bi se morala menjavati, in to bodo danes vse odlično pravi. Pozdravljamo torej dan in noč, prihajajo iz vrtca Sveti Tomaž in tukaj so še prav tako iz Svetega Tomaža, prvega vrtca, Regratove lučke pozdravljamo na Mestnem trgu. To pa so otroci zelene planice z gojiteljico Mateo in z gojiteljico Ksenijo, so danes torej se spremenili v Regratove lučke. Vetra in sonca se najbolj veselijo, da veselo poletijo nekje v naravi, pristanejo, tam se potem odmorijo, malo zaspijo, znova zrastejo, ter spet poletijo. Takno skupina, to je skupina Regratove lučke iz vrtca Sveti Tomaž in tukaj so že barvite mavrice iz osnovne šole Videm, tamkajšnjega vrtca prihajajo vse te mavrice, ki zdaj že ploskamo na Mestnem trgu. Oblaki so prinesli držno kapljico, v plesu soncem ustvarili nebeško pravljico. Barve v grobu so se razvile, legenda pa pravi, da zakrat pod seboj so skrile. Mavrice iz vidma leskovce vesel, vam v času puste želijo, da vaš dan bo, kar se vam občal in vesel. Pozdravljamo Mavrice. Pomagamo Mavrice in že pozdravljamo čisto te prave pošasti. Kakšni glasovi, ki pa prihaja iz vrtca Škopljica. Drugače je to skupina Žabice in Ježki, pravijo, da prihaja iz vrtca Škopljica. Stari so od 5 do 6 let, za pusto pogodbo pa so se, kot lahko vidite in slišite, spremenili v čisto prave grozne pošasti. Kakšni so ti pošasti, kakšni so njihovi glasovi, upam, da vas ni preveč strah, to je se neprosti čas. Pozdravljeni pošasti in dobrodošli dalmatinci, se poznate tole prelepo pasme psov, prihajajo pa iz vrtca Tezno Maribor, kar naprej razvadimo dalmatinčki. Dalmatinci pravijo, da ima radi vse, kar je povezano s pustom, še posebej nas vedno navdušijo plasti in zanimivi kurenti, prav zaradi pustnega vrveža in organiziranega programa za predšolske otroke, so se odločili, da se nam pridružijo na današnji pogovorki. Za tole pustno masko dalmatinci pa so se odločili, vse veste, zato ker imajo radi male podare. To so bili dalmatinci, zdaj pa zmajčki iz vrtca Zelena Jana. Strele, volci, lovčki prihajajo iz vrtca Zelena Jana in na to zmaček. Modro kot modrost in znanje izkušeni ter zeleno kot ekološko in odgovorno do okolja pravijo. Zmaj pa tudi simbol Ljubljane, zato upajo, da bodo strele, volci in levčki pomagali prebiti zimo in prebiti pomlad. Zdravljeni zmajčki! So bili tile zmajčki, zdaj pa zmajčko te zelene barve, bele snežinke, zvezdice bele, to so najmlajši iz vrtca Kidričevo.
Pripesale so z neba in popadale na tla. Vso noč so preprogo tkale, v belem jutru pa na Ptuju na karnevalu pristale in to so Snežinke. Pozdravljamo vse te krasne Snežinke, zvezdice bele in mahamo. Koliko dela imajo naši pustni liki, da bodo priznali poezije, tudi ni tako zelo huda. Še nekaj sončka bi dodala in tukaj so že Škratki in Gozdne vile, skupina, ki prihajajo iz vrtca 55 iz Ljubljane so. Pozdravljamo in mahamo Škratkom in Gozdnim vilam. Pravi Škratci mali so se nam tu pripeljali in seboj vzeli še zajce, lisice, medvede in miši. Tako bo danes mir v naši domači hiši, ki se 55 imenuje in na vzhodnem delu Ljubljane Dornije. Seboj so vzeli tudi velike 55, zato da ne bi bilo prevelike zmede. Veselimi iz Ljubljane bomo skupaj z njima odgnali, pravijo Škratki in Gozdne vile iz vrtca 55 Ljubljane. Ploskamo Škratkom in Gozdnim vilam in jih pozdravljamo in jih mahamo in zaželimo, da se imajo lepo v našem mestu, da jo čaka še odlična pustna zabava. Škratki in Gozdne vile so se postavili in na mestnem trgu zdaj pozdravljamo vesele Indijančke, prihajajo iz vrtca Cezanjevci, Ljutomer. To so veseli navidni Indijančki, ki pravijo in njihov vrtcev Cezanjevci sta veselje in radoživost prisotna ob vseh dejavnosti. Otroci so se pripravi svojo gospodno živeli in z veseljem odkrivali svojo indijansko zgodbo, ki jo danes torej z velikim veseljem in ponosom predstavljajo tudi na naši vrteški že 11. povorki na Ptuju v Dobrodošli. Veseli Indijančki so se že posvetili in zdaj prihajajo in že pozdravljamo tudi na mestnem trgu Gusarje znanja. Prihajajo pa iz vrtca Markovci. Zdaj se pravi, ta skupina želimo na vtopi življenja, smo priloženi, zato kopičimo znanje, vrednote in dobre navade. Iščemo prijazne besede, lepe misli, da ne izginejo in da je lahko kakorkoli poiščeno in uporabimo v vsakdanjem življenju. Kar si velja zapomniti, da so Gusarji znanja in prihajajo iz vrtca Markovci. Dobrodošli. Kateri Gusarji znanja pa imajo tudi gusarsko firmo, ki pravi in zaslišite polje. Sredi polja vrtec nas stoji v vrtcu cel kup listnih glav in pozbiramo predmote, ki življenjski so in to so Gusarji znanja. Še zadnja tista skupina, ki se je danes predstavila. Iz 21 vrtcev smo danes spustili vse pustne skupine. Najlepša hvala vsem za predstavitev. Zdaj se najmlajši nekaj rekord, ki jo čaka zabava v kampusu. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste prišli pogledati vse te navidene male maškare na naš mestni trg. Uživajte še danes in jutri v našem mestu, jutri pa vse veste, pozno popoldne bomo tukaj na mestnem trgu tudi pokopali usta. Srečno!